Torej, lep pozdrav vsem skupaj na današnji novinarski konferenci, na kateri bomo predstavili rezultate študije o dojemanju spolnega izkoriščanja in zlorab otrok v Sloveniji. Najprej pa besedo predajam ministrici za pravosodje, magistri Lilijani Kozlovič. Izvolite. Spoštovane novinarke in novinarji, prav lepo pozdravljeni. Slovenija si že kar veliko časa prizadeva, da našim otrokom, ki so udeleženi v kazenskih postopkih, omogoči obravnavo, ki bo preprečevala morebitno nadaljnjo viktimizacijo. Slovenija ima zelo zgleden odnos in varstvo otrok, še posebej imamo zgleden sistem varstva in zaščite in usklajen tudi z mednarodnimi standardi, ki zagotavljajo visoko varstvo pravic in pa tudi splošno blaginjo otrok. To nam priznavajo tudi najrazličnejše mednarodne institucije, ki nas na podlagi najrazličnejših kazalcev uvrščajo visoko na lestvice. Vendar ta naša uspešnost nas ne sme uspavati, ne smemo ostati samozadovoljni, ampak moramo ugotavljati, kje še obstajajo tista področja, kjer imamo izzive. In nedvomno je eno od takih področje otrok, ki so žrtve ali pa priče kaznivih dejanj, spolnih zlorab. In na Ministrstvu za pravosodje smo se zato v sodelovanju z drugimi resorji lotili celovite in temeljite prenove tega področja. Številne evropske države so naredile že velike korake na tem področju, najbolj nordijske države. Žal smo mi na tem področju nekoliko zamudili, zato skušamo vse zamujeno nadoknaditi. Eden od načinov, s katerim želimo to doseči, je projekt Hiše za otroke. V Slovenijo želimo prinesti multidisciplinarno in medinstitucionalno obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab po modelu Barnahus. Gre za vodilni evropski model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab, ki združuje vse pomembne storitve pod eno streho, kar preprečuje vnovično viktimizacijo otrok in jim nudi strokoven, usklajen in učinkovit odziv. Glavni namen Hiše za otroke Barnahus je torej usklajevanje različnih postopkov, sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka ter podporo otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja v otroku prijaznem in varnem okolju. Čeprav se morda sliši enostavno, gre pri implementaciji modela Barnahus v slovenski kontekst za zahteven, kompleksen in obsežen projekt, ki vključuje bistveno več kot le vzpostavitev primernih prostorov za zaslišanje otrok. Ključno je, da spremenimo postopke, hitrost odzivanja, kakovost in strokovnost obravnave otrok, predvsem pa miselnost na vseh ravneh, pri vseh, ki pridejo v stik z zlorabljenimi otroci. V projektu ves čas sodelujemo s partnerji iz tujine, ki nam pomagajo pri pridobivanju znanja in izkušenj s področja celovite obravnave otrok, kot tudi glede finančnih sredstev. Decembra 2019 smo zagnali drugo fazo dvoletnega skupnega projekta Generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim reformam in Sveta Evrope za podporo pri izvedbi modela Barnahus v Sloveniji. V okviru skupnega projekta je nastala tudi raziskava, ki jo bomo danes predstavili. Zakaj je pomembna raziskava? Če želimo določen problem uspešno nasloviti, ga moramo najprej dobro poznati in osvetliti. V Sloveniji še nismo izvedli celovite raziskave o spolnih zlorabah otrok, o osebnih izkušnjah s spolno zlorabo v otroštvu, o tem, kako spolne zlorabe otrok dojemamo, kako se na njih odzivamo.
Spolna zloraba otrok v Sloveniji žal še vedno je tema, o kateri ne radi govorimo. Da je temu tako pritrjuje, kot boste v nadaljevanju slišali, tudi sama raziskava. Na Ministrstvu za pravosodje se s problematiko spolnih zlorab srečujemo zlasti v kontekstu kaznivih dejanj, zaščite otrok v družinskih razmerjih. Spolno zlorabo otrok definiramo predvsem kot različne oblike kaznivih dejanj. Definicija spolne zlorabe pa je dejansko precej širša. Na ravni mednarodnih dokumentov, ki najcelovitejšo definicijo različnih oblik spolnih zlorab v bistvu ponuja tako imenovana Lanzarotska konvencija Sveta Evrope, ki smo jo ratificirali tudi v Sloveniji. Vendar eno je pravni pogled na spolne zlorabe otrok, drugo pa je vprašanje razumevanja in odnosa ljudi do tega. V okviru raziskave smo si zastavili kar nekaj vprašanj. In sicer, ali je gledanje na spolno zlorabo otrok ozko, na primer, ljudje kot spolno nasilje nad otroki štejejo zgolj najhujše oblike, kot na primer spolno občevanje, ali širše, ki vključuje tudi neprimerne dotike, razkazovanje in podobno. Ali bi znali prepoznati znake spolne zlorabe? Ali poznajo institucije, ki jim lahko pomagajo? In kdo je tisti, ki bi moral otroke seznaniti z nevarnostmi pred spolno zlorabo? To je nekaj poglavitnih vprašanj, na katere smo želeli dobiti odgovore s pomočjo raziskave. Trenutno lahko pojavnost spolnih zlorab otrok v Sloveniji ugotavljamo le na podlagi uradnih statistik policije, tožilstva in centrov za socialno delo. Poglejmo, kaj kažejo ti podatki. V skupnem poročilu o delu državnih tožilstv za leto 2018 je navedeno, da so tožilci v letu 2018 skupno obravnavali 2471 kazenskih ovadb zaradi kaznivih dejanj, pri katerih so žrtve otroci in mladoletniki. Od tega je bilo kaznivih dejanj povezanih s spolnostjo 212. Policija je v letu 2018 obravnavala 236 kaznivih dejanj s spolno vsebino, kjer so bili žrtve otroci. V letu 2019 je to število poskočilo na 354 primerov. Po podatkih centrov za socialno delo so bili otroci v letu 2019 žrtve različnih oblik nasilja v družini v 2060 primerih. Vsi se zavedamo, da uradne statistike ne zajemajo vseh primerov, saj številne zlorabe ostajajo neprijavljene. Z raziskavo smo zato želeli pridobiti podatke tudi o tem, koliko je v resnici različnih oblik spolnih zlorab. Spomnimo se kampanje o ozaveščanju o spolnih zlorabah otrok, kjer so opozarjali, da je žrtev spolne zlorabe vsak 5. otrok. Glede na uradne statistike se ta številka zdi pretirana, pa je res. Odgovoru na to vprašanje boste izvedeli o predstavitvi raziskave. Zanimalo nas je tudi, ali so žrtve izkušnjo zlorabe komu zaupale, kakšno reakcijo so doživele ob razkritju in če je prišlo do prijave oziroma kazenskega postopka. Kakšen je bil izid in kdo so storilci. Odgovori na ta vprašanja, pridobljeni z raziskavo, nam bodo pomagali pri oblikovanju storitev v hiši za otroke. Koristili pa bodo tudi drugim resorjem pri načrtovanju njihovih ukrepov na področju zaznave in obravnave zlorabljenih otrok. Raziskava namreč prinaša zanimive rezultate o dojemanju vloge posameznih institucij in zaupanja v njih. Svoj nastop bom počasi zaključila in predala besedo prek video povezave gospe Mirki Honko, ki je predstavnica Sveta Evrope zadolžena za skupni projekt
in z nami vse čas tudi tesno sodeluje. No to pa bo direktorica raziskav pri podjetju Ipsos, Nataša Mohorč-Kajžar, predstavila temeljne ugotovitve raziskave. Najlepša hvala. Thank you. Is everybody hearing me? Good morning, everyone, and greetings from the Council of Europe in Strasbourg. Unfortunately, I have not been able to come in person. But first of all, I would like to thank Minister Kozlovic for her excellent commitment and ownership of the project and the support throughout the period. It has to be acknowledged that the Ministry of Justice in Slovenia has been the one leading the process and in the driving seat, whereas the Council of Europe and the EU, as mentioned, the EU Structural Reform Support Services, have been able to partner with the Ministry of Justice since 2018 in supporting Slovenia to combat child sexual exploitation and abuse. I have to say that the action that the Council of Europe is running and supporting in Slovenia is one of our flagship projects within the whole Europe. And we're hoping that many other countries will be inspired by the activities, the lessons learned, the good practices, including this research, and to replicate those in the context of their own national areas. The action in Slovenia aims quite simply to support putting in place sustainable mechanisms and structures to combat child sexual abuse and to make sure that every suspected case of child sexual abuse is treated properly and efficiently, and that there are appropriate procedures in place in terms of judicial procedures, but also in terms of treatment for children and other supporting services. The role of this research, this quantitative and qualitative research, which was commissioned within the framework of this Council of Europe EU project in Slovenia, was really just to set a baseline for all of the different types of support that we're planning to roll out in Slovenia. It is before we start training our professionals, before we start running awareness-raising campaigns, it is of utmost importance that we actually know what is the level of understanding of child sexual abuse in Slovenia, where are the gaps, and what are the key messages that might work. The minister also mentioned Barnahus, the response model, which is the leading model in Europe, and we're trying to adapt it also in Slovenia. This model was also discussed shortly in the qualitative study part of the research to know whether, what is expected by parents and children who will visit this center. How do they want to see the environment or the professionals who will be working there? What kind of services and what kind of procedures are they expecting from their part? I'd also like to say that it's very interesting to see, since many years, the Council of Europe has been campaigning under the fact that at the European level, it's estimated that 1 in 5 children fall victim of some sort of child sexual abuse within Europe during their childhood. It's interesting to see how well this research is also corresponding to the European-wide figures. It is also interesting to see what are the differences between the perceptions of the larger public and maybe parents and children themselves as to the fact and the personal experiences of those that have been victim of some sort of child sexual abuse in their childhood. Just to finish this off and let you know a little bit more about the actual results of the research, whether it's the quantitative or qualitative part of it, I'd like to finish this with the fact and by stating that
child sexual abuse knows no boundaries. I think it's important to stress that. It exists in all societies and it can happen to every child, whether it's a boy or a girl, regardless of class or ethnicity or social status, or whether they're living in urban areas or rural areas. And we can prevent child sexual abuse cases happening. We can also make sure that those that have fallen victim of child sexual abuse are treated properly and the processes at the judicial system are managed efficiently so that the perpetrators are brought to justice. So this research is a starting point for many actions to come in Slovenia, and we're happy to be partnering with the Ministry of Justice and the European Union in this effort. Many thank you. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa prosim gospod Natašo Mohorč-Kejžar, direktorica raziskav pri podjetju Ipsos, da predstavi temeljne ugotovitve raziskave. Hvala. Lep pozdrav tudi strani Ipsosa. Mi smo zelo veseli, da smo lahko sodelovali v tej raziskavi, predvsem, ker smo prišli tudi do nekih zaključkov, zelo zanimivih rezultatov, ki jih boste tudi videli tekom predstavitve dveh raziskav, na eni strani kvalitativne, na drugi strani kvantitativne. Skratka, naš ključen namen te raziskave je bil ugotoviti percepcijo spolnih zlorab med splošno populacijo v Sloveniji, po drugi strani pa tudi dejansko ugotoviti, kakšna je incidenca spolnih zlorab. Skratka, izvajali smo dve različni metodologiji, dve različni raziskavi. Na eni strani kvalitativna raziskava, kjer gre za raziskavo znotraj 4 fokusnih skupin, ki so se izvajali v Ljubljani. V 2 fokusnih skupinah so sodelovali otroci. In sicer posebej ena fokusna skupina za dekleta, druga fokusna skupina je bila za fante. Tretja in četrta fokusna skupina so bili pa starši, ki imajo otroke v starosti do 18 let. S tem, da moram poudariti, te starši niso imeli povezave z otroci v prvih 2 fokusnih skupinah. Druga raziskava je bila pa kvantitativna raziskava, narejena je bila na vzorcu 1128 anket oziroma respondentov. Gre za osebno anketiranje. Dolžina ankete je bila 10 minut. Teh 10 minut je bilo namenjeno splošni populaciji oziroma percepciji spolnih zlorab v Sloveniji. 15-minutna anketa je bila praktično potem namenjena žrtvam spolnega nasilja v otroštvu. Ciljna skupina teh 1128 respondentov je reprezentativni vzorec, sicer reprezentativni glede na spol, starost, regijo in pa tip naselja. Znotraj tega reprezentativnega vzorca smo pa tudi potem zabeležili žrtve spolnega nasilja v otroštvu. Kako dejansko so te naši respondenti percepirali, dojemali zlorabo, spolno zlorabo otrok? Pri otrocih je šlo definitivno bolj za fizično dejanje, se pravi, spolna zloraba njim pomeni neko fizično dejanje, ki ni sporazumno. Gre za neprimerno dotikanje posilstvo, lahko ga pa stori tako otrok kot starš. Medtem ko starši ne vključujejo zgolj samo fizičnega dejanja, ampak dejansko tudi izpostavljanje s določenimi fotografijami, opazovanje otrokovega telesa oziroma tudi naslavljanje otroka s kakšnimi spolno žaljivimi besedami. Najpogostejše spontane navedbe, če pogledamo splošno populacijo, so bile pa dotikanje, posilstvo in pa spolno nadlegovanje.
Sama spolna zloraba otrok je v Sloveniji razumljena kot resen problem, ne glede na to, za kakšno zlorabo gre. Ali gre za spolno, ali gre za fizično, ali gre za zanemarjanje otroka oziroma za čustveno zlorabo. Tukaj vidimo, da 70% ljudem oziroma našega vzorca predstavlja spolna zloraba resen oziroma zelo resen problem. Če na eni strani govorimo, da je v Sloveniji spolna zloraba otrok razumljena kot resen problem, potem lahko v nadaljevanju vidimo, da pa sama ozaveščenost med Slovenci je pa relativno nizka. Skoraj polovica anketiranih je navedla, da nikakor ne bi prepoznali znakov spolnega nasilja nad otroki, kar je ogromen delež. In ne samo to, da ne bi prepoznali, tudi zelo težko se o teh stvarih z otroki pogovarjajo. Tukaj vidimo, da 36% jih je praktično reklo, da še niso govorili o tej zadevi s svojimi otroki. Eni pa niso govorili, pa načrtujejo potencialno. Skratka, te številke so relativno velike in posledično, ko govorimo, da gre za nizko ozaveščenost med Slovenci in da jim je neprijetno o teh stvareh govoriti s svojimi otroki, potem tudi v nadaljevanju skrajno tukaj desno vidimo, da starši pričakujejo, da šole oziroma izobraževalne institucije poskrbijo za to, da bi se v tej tematiki več govorili. Sprav na nek način zaradi vseh teh težav, nepoznavanja problematike, skušajo odgovornost preložiti na institucije. Tukaj vidimo, da v bistvu tlele zdaj ni gor številk oziroma odstotkov. V glavnem 90% ljudi oziroma 90% staršev praktično pričakuje, da bi se izobraževanje glede preprečevanja spolne zlorabe mogli dati v sklop nekega učnega sistema, kar je ogromen odstotek. Ker je pa še bolj vzbujajoča skrb, so pa dejstva, da 29% Slovencev meni, da spolna zloraba otrok vedno vključuje uporabo fizičnega nasilja. Vse ostale oblike spolnega nasilja praktično niti ne upoštevajo oziroma ga ne dojemajo kot spolno nasilje. Naprej, 24% jih meni, da namerno izpostavljanje otrok spolnim dejavnostim, raznim fotografijam ni spolna zloraba. In 17% jih meni, da otroci ne morejo spolno zlorabiti drugega. En podatek je to, drug podatek je recimo tudi, kar smo ugotovili s kvalitativno raziskavo med otroci, da jim je praktično biološko nerazumno, kako pride lahko do nasilja recimo fantak. Skratka, teh stvari ne dojemajo. V bistvu zaveščenost, kaj sploh pomeni spolno nasilje, je v Sloveniji izredno nizka. Kdo so žrtve spolnega nasilja med otroki? Tukaj v tem primeru gre za percepcijo med našimi anketiranimi, ne dejansko za žrtve. Skratka, menijo, da je starost žrtve 6 do 10 let, to jih meni skoraj polovica, s tem, da tudi menijo, da žrtve spolnega nasilja med otroki niso odgovorne za to dejanje. V večini to argumentirajo s tem, da otrok praktično tega dejanja ne prepozna, sploh ne ve, za kaj gre in zato ne more biti za to odgovoren. Po drugi strani imamo pa tukaj ni številke, ampak tamle lahko vidimo 15%, v tem modrem srednjem delu 15% vprašanih je pa še vedno mnenja, da so žrtve odgovorne za svoje dejanje. To je velik odstotek. In sicer, zakaj so odgovorne? Predvsem zaradi izzivalnega oblačenja oziroma izzivalnega obnašanja. Tukaj se predvsem
večino teh rezultatov nanaša na to, da je žrtev dekle, kar je tudi neka stereotipizacija celotnega problema. Kakšni bi bili odzivi v primeru suma spolne zlorabe med našimi respondenti? Otroci bi dejansko šli takoj v akcijo. Oni bi dejanje takoj prijavili oziroma bi skušali žrtev prepričati, da dejanje prijavi sama. Razlika je znotraj ciljne skupine otrok. Dekleta bi svoje težave zaupala svojim staršem. Svoje starše percipirajo kot osebe, katerim lahko zaupajo, kateri vejo, kaj bojo v tem primeru storili. Medtem ko v tiste ključne osebe, katerim bi zaupali to informacijo, ne spadajo učitelji. Medtem ko pri fantih je pa drugače. Fantje so pa dejansko navedali oziroma najprej omenili, da bi po pomoč šli k učiteljem oziroma socialnim delavcem. Če na eni strani govorimo o otrocih, ki dejanje nekako bolj čustveno percipirajo, so pa na drugi strani starši, kjer pa vidimo, da so zelo previdni. Oni pa enostavno problema ne dojemajo kot obvladljivega, se pravi, niti niso sigurni, da so usposobljeni za to, da bi z žrtvijo znali vzpostaviti stik, ne vejo, kaj konkretno bi jim sploh rekli in kako pomagali. Zato bi primarne kontaktne točke, ki bi jih starši izbrali, bi bila to ali policija ali pa potem center za socialno delo in šola. Ta del, ki smo ga zdaj pogledali, so bili izsledki iz kvalitativne in kvantitativne raziskave. Zdaj v nadaljevanju bomo šli pa dejansko na osebne izkušnje naših respondentov. To so rezultati kvantitativne raziskave, gre za 205 anketirancev, ki so bili v otroštvu žrtve spolne zlorabe in sicer gre za osebe, ki so to zlorabo doživele do 18. leta starosti. Vsaka 5. oseba v Sloveniji je utrpela vsaj eno obliko spolnega nasilja in vsaka 7. oseba 2 ali več oblik spolnega nasilja, kar je velik odstotek. Največkrat omenjene navedbe spolne zlorabe so bile neprimerno dotikanje oziroma razkazovanje. Med temi jih je zgolj 6% vložili kazensko ovadbo. Polovica teh, ki so vložili kazensko ovadbo, jih je potem šlo v sojenje in obsodbo. Vsaka 4. kazenska ovadba se je pa zaključila s sojenjem brez obsodbe. Ta odstotek je relativno zelo majhen za Slovenijo. Če gremo naprej. Kdo so storilci in kdo so žrtve? Se pravi, gre za raziskavo med temi osebami, ki so bile žrtve spolnega nasilja v otroštvu. V večino dejanj spolnega nasilja je zagrešil moški in sicer poznana oseba. Ali je šlo to za družinskega prijatelja, sorodnika, znanca. Skratka, v 87% je bil ta storilec moški. Sama žrtev je bila najpogosteje mladoletna oseba, dekle, skoraj 50%. V 66% primerov je šlo tukaj za enkratno dejanje. Polovica jih je razkrila spolno zlorabo. Tisti, ki spolno zlorabe niso razkrili, je bil pa glavni vzrok, da enostavno tega, kar se jim je zgodilo, sploh niso razumeli kot neko spolno nasilje, ali se jim ni zdelo nič posebenega, ali pa dejansko
je obstajal nek močen strah oziroma sram pred to informacijo. Znotraj same raziskave smo tudi videli, da vsi tisti, ki teh zlorab niso prijavili, dejansko niti niso imeli primernega sogovornika. Velik odstotek jih je navajal, da je tudi v primeru, ko so želeli nekomu informacijo povedati znotraj družine, je bila ignoranca ali pa jim niso verjeli. Še mogoče en podatek, ki je ključen v sami percepciji, koliko stara je ta žrtev, smo videli, da so ljudje navajali, da gre za žrtev staro od 10 do 12 let, 6 do 10 let, pardon. Tukaj pa vidimo, da konkretno starost žrtev je nekje 13 do 18 let. Nazadnje smo preverjali tudi sam koncept Barnahus. Gre za rezultate kvalitativne raziskave in sicer znotraj ciljne skupine staršev in pa otrok. Ta koncept je bil respondentom predstavljen in naše ključno vprašanje je bilo, kako si oni predstavljajo, da bi ta hiša izgledala. Kako si predstavljajo, da bi sam proces znotraj te hiše potekal. Skratka, respondenti so bili mnenja, da je zelo pomembno in ključno, da tukaj ne gre za neko tipično običajno institucijo, ampak dejansko za lokacijo, institucijo, kjer se bodo počutili prijetno, udobno, sproščeno, kjer bo tista ključna varna točka, da bodo lahko tudi svobodni, da se ne bodo počutili kot v neki kletki. Ključno pri vsem tem je bilo, da niso otroci zgolj zaslišani, ampak dejansko, da so slišani, kar pomeni, da je naloga oseb, ki to delo upravljajo, da znajo aktivno poslušati in da so žrtve tiste, ki začnejo pogovor in ki začnejo o tem govoriti. Najprimerneje se jim je zdelo, da bi bila to znotraj institucije ena oseba, ki ne bi smela biti uniformirana. Skratka, ta stereotip v uniformah je med ljudmi še vedno zelo močen. In tisti trenutek, ko vidimo zdravnika v uniformi, policaja v uniformi, se pred ljudi naredi nek obrambni zid. In nimajo pri sebi dovoljenja, da bi o teh stvarih govorili. Skratka, skrbnik za to osebo bi spremljal tako osebo kot njeno družino skozi celoten proces. Naredil bi si na začetku intervju, ki bi se ga posnel in bi se potem delil z vsemi osebami, ki bi bile v ta sam proces znotraj institucije vključene. Zdaj, mogoče samo še zanimivost, fantje recimo so omenjali, da bi imeli neke igrače, igre, risanke, zaradi tega, da bi malo pozabili na problem, na težavo, ki se jim je zgodil. Starši so pa še dodatno omenjali, da bi bilo fajn, da so prisotne tudi živali, da bi šlo za neko terapijo oziroma zdravljenje živalmi. Tako, kot sem že omenila na začetku, kako ne bi sam ta proces znotraj te hiše izgledal, bi bila ena oseba, skrbnik, ki bi skrbela za otroka. Prvi del procesa, ki se nanaša predvsem na pogovor o zlorabi, bi naj se opravil čim hitreje, s čim manjšim številom ljudi. Drugi del samega procesa, ko bi šlo pa za neko terapijo, bi pa dejansko respondenti pričakujejo, da bi trajali dlje časa, odvisno od same problematike, se pravi, da bi se vsak otrok obravnaval individualno. Pri samih otrocih tudi tukaj vidimo, recimo, ko smo jih vprašali, kako ne bi ta proces izgledal, so se zelo nanašali na to, da je ključna psihološka pomoč
Se pravi, nek občutek, da je otrok prišel nekam, kjer se bo počutil varnega in kjer bo tudi uslišan. Medtem ko pri starših je pa zopet na prvem mestu varnost, se pravi veliko bolj ta racionalni del, ne toliko emocionalni, ampak racionalni del. Varnost, izolacija, potem pa psihološka pomoč in podpora. Kakšna so tista ključna sporočila, ki so si jih zaželeli otroci oziroma starši? Otroci predvsem menijo spet nekoliko bolj na čustveni ravni, da je ključno sporočilo pri predstavitvi hiše Barnahus, da je to točka, kjer so ljudje, ki jih bojo poslušali, ki jim bojo verjeli in ki jih bojo vodili skozi proces oziroma jim pomagali vzpostavljati spet neke normalne življenjske razmere. Medtem ko ključno sporočilo med starši je pa ponovno zelo racionalno varnost, takojšnja pomoč, strokovnost. Je pa ključno, da v obeh ciljnih skupinah je psihološka pomoč pomembna, ravno tako pa tudi pomoč strani policije in pa zdravstva. Ključna je pa tista psihološka pomoč pri vsem tem. To so bili ključni izseki iz naših dveh raziskav, ki v bistvu zagotavljajo neko celoto oziroma kažejo neke smernice, kakšna konkretno je percepcija spolnih zlorab med otroki v Sloveniji in kakšno je dejansko stanje oziroma kakšno je ozaveščenost o tem in da je ključnega pomena, da ta projekt res zaživi in gre naprej. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem sogovornicam. Zdaj pa mogoče kakšno vprašanje z vaše strani.